Živjo oziroma mir in dobro. Sem brat Matej in danes bi ti rad povedal, kako se je zgodilo, da me je Jezus poklical, da sem kapucin in da danes živim v tem kapucinskem samostanu, v katerem snemam ta prispevek. 3 koraki so bili potrebni. Prvi je bil to, da sem Jezusa sploh spoznal. Nisem ga poznal od otroštva, ker nisem živel v družini, ki bi bila verna. In samo preko enega prijatelja, ki me je povabil na duhovne vaje in njegovega poguma, sem na teh duhovnih vajah prišel do moje prve molitve, ki je bila: Bog, če pa slučajno ti res obstajaš, pa te prosim, da mi to daš vedeti, ker to bi bila zame pomembna informacija za življenje. Do takrat sem pa mislil, da je vera samo zato, da se ljudje z njo tolažijo. Drugi korak je bil potem, da sem Jezusa dejansko spoznal. Hodil sem k verouku za odrasle, ki mu rečemo katehumenat. Pripravil sem se, da sem prejel zakramente in vse to, kar sem se učil, danes vem, da je bila to milost, sem tudi doživljal. Ko smo govorili o Jezusovem usmiljenju, sem čutil, da mi Jezus odpušča. Ko smo govorili o njegovi dobroti, me je to ganilo, ko sem videl, kako je Jezus bil dober do ljudi, ki so bili najbolj zapostavljeni. No, tretji korak pa je bil potem, ko sem nekaj let kasneje bil na poti študija. Imel sem tudi punco z načrtom za družino, 4 ljubke otroke bova imela. In v srce je prišla ena misel, en črv, ki je začel glodati. Danes vem, da je bila to milost. In ta misel je rekla: A samo zato želiš živeti vse svoje življenje? Boš celo življenje programiral in se boš zadovoljil z ljubko, družino, prijetno ženo. In ta misel je bila res en črv, ki gloda in gloda, je bila zelo neprijetna in mučna in začel sem se spraševati, kaj želiš od mene. Moji prijatelji so mi pa rekli: Z Matejem se ne da pogovarjati nič več, sam o Bogu bi še govoril. In res je bilo, imel sem željo, da bi ga vsi spoznali, da bi vsi doživeli to, kar sem jaz doživel. In posebej sem to govoril mojim prijateljem nevernim, ki smo si prej dajali duška zoper te smešne vernike. In tako ta črv je vedno bolj glodal in me spravljal v resno stisko, dokler nisem se odpravil na romanje v Asizi in sicer z brati kapucini. Tam pa se je zgodilo, da prvi trenutek, prvi dan, ko sem videl 4 brate, kako živijo, kaj delajo, kako so z mladimi, kakšno veselje je med njimi in kakšni odnosi so med njimi, sem se rekel: Wow, to bi jaz živel, to hočem tudi jaz živeti, to iščem. In sem že kar prvi dan šel do enega od bratov k spovedi, brat Štefan je bil, in sem rekel: Štefan, jaz bi se vam rad pridružil. Seveda je bil presenečen, ker se nisva odprej poznala. In je rekel: Dobro, ti bom predlagal eno pot povezanosti z nami, pa boš videl in preveril to odločitev. In tako je bilo. In danes, po 30 letih in več, se potrjuje, da je bilo to res tisto pravo zame. Danes je druga postna nedelja, ko bomo tudi mi pri maši slišali, kako se je Jezus razodel učencem in pred njihovimi očmi zasijal z lepoto. Prepričan sem, da ko se kaj takega zgodi in to, kar se je zgodilo Petru, Jakobu in Janezu, da tega človek ne pozabi, da ohrani spomin in da iz tega živi. In tudi jaz želim to tebi, pa tudi sebi, da bi Jezus pred tvojimi očmi znova zasijal na način, na katerega ga ti ne bi mogel pozabiti več nikoli.